Družina s Koroške je vrsto let iskala idilični prostor pod soncem. Še dobro, kajti dlje, ko je trajalo iskanje, bolj je zorelo spoznanje, kaj potrebujejo za prijetno bivanje. Naposled so si postavili pasivno hišo za aktivne in vesele ljudi. Razigrana kot plesavka, a hkrati trdna kakor kamen kost. Hiša v Mislini na svojimi stebri, previsi, nišami in veličastnimi vrati nezadržno vabi, da jo spoznamo pobliže. Simon, živjo. Zdravo. Kakšne čudovite vedute ste si tukaj priskrbeli? Povejte mi, kako ste tako parcelo sploh našli? Zgodba je stara že kar 10-12 let, kar smo začela ženo intenzivno iskati parcela. Mogoče čas malo bolj intenzivno, malo manj, ampak imela smo res 5, bom rekel, parametrov, ki so bili kar zahtevni. Malo bolj na samem, malo višje, sončna lega, še vedno v bližini centra, pa ob gozdu. Za kakšen tip gradnje ste se odločili? To je skeletni tip gradnje. Vse so naravni materiali, se pravi od lesa, nekje v sami konstrukciji okrog 70 kubikov lesa. Vmes je vpihane celuloza, nekje 7-8 ton celuloze je noter. Ni mokrih materialov, vse je na suhomontažen način nareto, vse je varčno, zdravju prijetno in to je to, kar smo želela s hišo. Torej, pri tej razgibanosti, pri toliko steklenih površinah ste dosegli nekako standard pasivnosti, če prav razumem. Pasivna okna oziroma te velike steklene površine so obrnjene na jug, jugozahod. Po zimi pasivno ogrevamo hišo, kar je veliki pridobitek na stroških. Drugo je pa na samih materialih. Tu noter je, kar se na mokri način tiče, je samo temeljna plošča. Potem je pa vse les, lesno-vlaknene plošče, OSB, gips plošče, se pravi sami suhi, naravni, ekološki materiali. Celuloza je celo recikliran material, tako da je v bistvu ne samo varčna hiša, tudi čist naravna hiša. Simon, kome čakam, da hišo vidiva tudi od znotraj? Gremo pogledat, kaj nama žena pripravlja. Velja. Živjo. Zdravo. Najlepša hvala. Lidija, notranjost je čudovita in kolikor vem, ste pa tukaj vi malo bolj zaslužni za vse skupaj, ne? Pač ja, bolj skupaj, ampak ja, nekaj pa le jest. Je dala komando, da mora takole izgledati? Jaz bom tako rekel, eno veliko srečo mama, isti okus mama. In ko smo začela zgodbo notranje opreme oziroma s temi detajli, recimo tole nišo pri oknu, nismo imela nobenih pomislekov, ker smo skozi isti liniji. Recimo, glavna linija je les, kamen in vse naravni materiali, tako da tu smo bila res složna. Les nama je že od nekdaj lep, zato smo tudi zbrala luster, tak, z lesom, klubsko mizico in tudi jedilno mizico. V spodnjem delu hiše je bivalno-jedilni prostor s kuhinjo. Osrednji del interjerja zaseda modularni kavč, ki žari kakor sonce in se barvno povezuje z zunanjostjo. Pač že zunanji dizajn je bolj v rumenem stilu, rumeni stebri oziroma bolj svetle dizajn in sem nekako mislila glede na kuhinjo, na vse, da bi pač najbolj pasal rumena barva, kakšna druga modra sploh ne in se mi zdi, da kar sede. Mislim pa, da je izjemno zanimiva pogruntavščina to, da greš na nek način spat v omaro. V bistvu zdaj imamo kopalnico, spalnico in garderobo, tako da se lahko skrijemo pred gosti in pred našo mladino. Tjaša, ti si tukaj domača, Juri, ti si pa vršilec dolžnosti zeta, ne? Tako je. Nekaj me najprej zanima, kaj je tale vesoljska ladja tlele? Tole je pa, tudi mi jo kličemo vesoljska ladja, je pa v bistvu naša tekalna steza in je malo drugačna in se v bistvu da toliko zapret noter, da se naredi tak vakuum, pa še take lučke so noter in naj bi malo pomagala pri fitnessu in vsemu. A tukaj noter se veliko bolj potiš, ali kaj? Ja. Pa je v uporabi? Je v uporabi, ampak ne toliko bi mogla biti. Imate zanimivo zgodbo, kaj se je dogajalo v času gradnje te hiše?
Ja, v bistvu, no, ko smo začeli graditi to hišo, smo mi vlagali dobro leto skupaj. In je bilo glih tako, da sem šla takrat za 3 mesece v tujino. Jurij je pa pač v bistvu še frišen, ampak je kar tu bil, pa je pomagal graditi bajto in mojo odsotnost. Ja, jaz sem v bistvu ta čas, ko nje ni bilo, sem si jaz pike naberal pridno in sem bil, meni se zdi, da dober teden takrat pri njih, ko je bil ta prvi velik ruker in od takrat naprej, kolikor sem le imel časa, sem pomagal. No, ampak te pike zdaj kaj pomagajo, ne? Ja, ampak prstnega odtisa od vhodnih vrat pa še nisem dobil. Gospod Osed, vhodna in garažna vrata so zelo markanten del stavbe. Zato mi prosim za začetek povejte, glede na kaj se sploh odločati, ko se človek odloča za vgradnjo takih garažnih vrat? Res je, so zelo markantna. Vsakdo, ko se pripelje novi hiši ali pa tudi obnovljeni hiši, prvo se zagleda v garažna ali vhodna vrata. Mi vedno moramo poskrbeti, da so tehnično izpravna, da poskrbimo za tehnične lastnosti, ampak na koncu imajo glavno besedo naši kupci, investitorji, ki na koncu izberejo pravilno barvo, pravilen model in seveda takšno, da je skladen z celotno hišo, ki jo so zgradili oziroma obnovili. Glede na sodobne trende pa verjetno čedalje več ljudi tudi gleda na energijsko učinkovitost garažnih vrat. Zelo je pomembna energijska učinkovitost. Tudi v tem primeru imamo vrata z dobro toplotno izolativnostjo. Paneli, ki jih tle vidimo, so 4,2 cm izolativne in pa tudi vhodna vrata, ki so za mano, so debeline 7,3 cm, kar je seveda zelo pomembno pri takšnem tipu hiš, kot je zgrajena tu na Koroškem. Visoko izolativna aluminijasta vhodna vrata nudijo maksimalno varnost. Vgrajeno je večtočkovno zaklepanje, odklepajo pa se s pomočjo prstnega odtisa. Zdi se, da so nadstreški vseeno malo prednosti proti garažam, če bi upošteval trenutne trende v Sloveniji. Ampak vseeno, kdaj se splača odločiti za garažo? Zadnje leta so nadstreški v porastu, ampak glede varnosti, če gledamo na samo hišo, so vrata izredno pomembna, da lahko spravimo notri vozilo, lahko damo notri kar 4-kolesnik, koles ali karkoli drugega. Prav tako so garaže zelo pomembne po zimi, kajti usedemo se v toplo vozilo, ni snega na njemu in ko gremo potem iz hiše, se lepo peljemo spontano, brez kakšnih posebnosti, da bi mogli čistiti sneg ali česar tudi drugega. Nekaj me zanima, a ste kdajkoli že imeli primer, da bi kdo bil malce prehiter, ko se vrata še čisto ne odprejo ali pa zaprejo in bi se z avtomobilom, bog ne daj, zataknil v njih? Ja, v 30-letni zgodovini smo imeli marsikakšen primer, ampak seveda imamo sodelavce na servisnem oddelku, ki takšne nevšečnosti hitro popravimo. Kakšno je pa vzdrževanje takih garažnih vrat oziroma koliko časa jih lahko pustiš pri miru? Prav je, da se vsakih nekaj let vrata pregledajo, namažejo, očistijo in seveda s tem se tudi življenjska doba podaljšuje. Štima, vse sva povedala, mene še samo zanima, a se ta vrata dejansko tudi odprejo? Vse. Obljubim, imajo zelo kvaliteten motorni pogon, imenuje se Supramatic, ima mehko odpiranje, mehko zapiranje, ampak seveda besede nikoli ne povejo toliko kot pa samo dejanje, tako da bomo testirala, ali se ta vrata res lahko odprejo ali ne. O, superca. Noter pa ping-pong miza. Greva? Greva eno rundo. Greva. Hiša v Mislini ima številne praktične detajle. Eden od njih je niša ob oknu v jedilnici. V osnovi je bila potem mišljena za branje, ki se malo manj uporablja zdaj, ampak je za razvajanje, za pozimi gledanje narave in kamina. Za jutranje kafetkanje. Jutranje kafetkanje. Tako da za čisto razvajanje, za čisto dušo. Imava pa v hiši še več niš, ki so za razne stvari. Tole imamo za drva, za kamin, tam imamo za sesalec, tudi za kamin, pa tudi priročno je za sezuvanje oziroma obuvanje čevljev na hodniku, tudi ena taka prijetna niša. Tudi zunanjost hiše očara. Izrazit element okolice je kamnita škarpa, ki v višino meri 3 metre in daje zavetje severnemu delu hiše. Družina si je zelenjavni vrt uredila v visokih gredah,
Oči pa si na terasi spočijajo ob pogledu na negovano zelenico in okoliške hribe. Samo še tole me zanima, imate res sanjsko lokacijo, fantastične razglede, kljub vsemu pa mora človek premagati nekaj višinskih metrov po precej strmi cesti za to. A bi zdaj po 3 letih življenja v hiši še vedno rekla, ja, to je to, splača se, nikamor ne greva? To je to za 100 let. Ni, jaz mislim, da tudi ostali del družine lahko pove, da je to sanjska zadeva. Loto ne bomo več pisala, ker smo dobila na loto. To je to, za moje pojme.